No, poglejte, najprej se treba zavedati, da vsako zmanjševanje proračuna ni to jemanje občinski upravi ali meni, ampak je to jemanje vsem občankam in občanom. In tu je pravzaprav srž vsega, da ob tako zmanjšanih sredstvih, govorimo o 7,5% nižjem proračunu kot v letu 2014, se ve, da je potrebno najprej poravnati vse zakonske obveznosti, pri tem pa je treba tudi upoštevati dejstvo, da marsikatera od postavk še vedno narašča kljub zniževanju prihodkovne strani in da potem na koncu ostane vse manj za tako imenovane investicije, ki pa seveda jih ljudje tudi najbolj opazijo. Tako da praktično nimamo v tem proračunu nobene večjega posega na cestah, razen tiste investicije, ki potekajo preko posameznih krajevnih skupnosti. Imamo pa k sreči, in tega sem izjemno vesel, tudi že podpisane 4 pogodbe za izgradnjo komunalne opreme na tako imenovanem Kovnasem travniku, tako da ta projekt teče nemoteno dalje in pričakujem, da bomo do jeseni tudi že prišli v situacijo, ko bodo investitorji lahko pridobili gradbeno dovoljenje. No, med temi malo večjimi posegi, včasih smo se pogovarjali o milijonskih investicijah, danes se pogovarjamo o investiciji nekaj 100 tisoč evrov, je tudi energetska sanacija telovadnice osnovne šole v Ločah in pa tisto nadaljevanje energetske sanacije iz leta 2014 na osnovni šoli pod Goro in še nekaj manjših posegov, pa tudi pravzaprav konec teh investicij, ki so ne samo všečne, tudi zelo potrebne. Potrebno pa bo vsekakor v prvi vrsti nameniti v nadaljevanju pridobivanju sredstev za večje projekte, ki čakajo na realizacijo. Tu imamo v mislih v prvi vrsti projekt vodooskrbe, gre za kohezijski projekt, skoraj 8 milijonov evrov vreden v Konjiški občini, kjer praktično čakamo na razpis, ki bo mogoče v letu 2015 nekje v jeseni. In to pomeni, da bomo konec leta 2016 ali pa v začetku 2017 še lahko pričeli koristiti sredstva in pa seveda tudi ta prepotrebna izgradnja vrtca na Prevratu in pa vse ostali projekti, ki tečejo nekje v ozadju, kjer so tudi projekti pripravljeni, pa ni možno iti v realizacijo. Od naprimer, če samo primer navedem, izgradnje ceste, dostopa do nove tržnice v Konjicah, kjer smo pred časom odkupili en objekt, ga porušili in v gramozirani izvedbi uredili cesto, naprej pa je stvar financ, ki jih pa nažalost ni. Se je zdelo, kot da ste malce jezni zaradi vloženega amandmaja poslanske skupine Stranke Mira Cerarja. Zakaj pravzaprav? Očitki so bili tudi, da so imeli dovolj časa, da bi prej te predloge podali. Kako je s tem? V prvi vrsti je potrebno upoštevati to, kar sem na koncu povedal. V sodelovanju in z dobro voljo, z pogovorom, s komunikacijo se da marsikaj urediti. Slabe volje pa postane človek, ko gre za tiste cenene populistične metode, ko na odboru se vsi strinjajo z predlaganim proračunom, potem pa iščejo svoje neutemeljene, pravzaprav kar na pamet zniževati nekomu stroške, kajti vsaka postavka je skrbno pretehtana in že dodatno itak zmanjšana. In tako, kot smo letos sestavljali proračun, ko smo 3 tedne vsak drug dan premetavali številke sem in tja in metali ven in vstavljali tisto, kar je najbolj nujno potrebno, potem pa priti z predlogi, ki ne pijejo vode, ki so v nasprotju s predpisi, in pa samo primer humanitarnim društvom povečati. Saj humanitarna društva nič ne rešujejo sociale. To pa smo na ustreznih postavkah, seveda reševanje socialnih težav ljudi oziroma finančnih stisk ljudi so pa na drugih postavkah, ne pa na tej, kjer so društva. Društvo kot društvo prav malo rešuje socialno stisko ljudi. In o tem sem govoril, o dobrem sodelovanju, o tem, da se morajo vprašanja, pobude obravnavati na posameznih odborih, zato so. In potem tudi strokovni ljudje so v teh odborih. Na občinskem svetu pa sedijo svetniki, ki pač ena področja so jim domača, druga pa niso. Na pamet govoriti pa ni nikakor dobro. Svetniki pravijo, da govorijo o tem tudi na odborih, pa da so tam preglasovani. Ja, poglejte, če je predlog pameten, če je smiseln, pa če za to obstoja realna možnost, je vsekakor uvrščen.
Potem slabe volje postaneš, ko recimo daleč pred tem občinskim svetom so se pripravljali projekti tako za vrtec Prevrat in na koncu so se tudi opravljala dela. Ne pozabi, da so v zadnjih 8 letih prav vsi podružnice šol, kjer so tudi vrtci, od Špitaliča, Žič, Jerneja, vse je bilo obnovljeno, v Tepanju je nov vrtec, vmes je začel delovati zasebni vrtec Mali grof, da se je v Ločah v prostorih bivšega zdravstvene ordinacije uredil prostor in potem govoriti o tem, da se nič ne spreminja, to pa je malo tako populistično rečeno. Ne? Sedaj je mogoče vprašanje glede sanacije po žledolomu. Mogoče teh podatkov zdaj ne vem, če jih imate, koliko je bilo sploh poškodovanega tega drevja, koliko je bilo saniranega, koliko denarja je bilo vloženega v to do sedaj. Teh podatkov pa na pamet res nimam, oziroma vprašanje, o čem se pogovarjamo, o parkih ali nasploh o drevu. O parkih teh podatkov res nimam zdaj v glavi. Ne? Še dotaknilo zadeve HCN, ste rekli, z vaše strani je za nekaj časa ponovno rešen primer. Ja, v bistvu je na podlagi pritožbe gospoda Haceta, ki je dal takoj po volitvah, v bistvu, ne vem, brez pravih argumentov. On pač v bistvu oporeka vsemu, najbolj ga pa boli dejstvo, da ga je s preferenčnim glasom preskočil kolega z liste in to je volilni rezultat. Potem, ko je vložil pritožbo, je v bistvu ni argumentiral že prvič in kot takšno je občinski svet na prvi seji v tem sestavu tudi zavrnil to pritožbo. Potem pa seveda je prišlo do tožbe na upravno sodišče, ker je upravno sodišče vrnilo ponovno odločanje in dalo nekaj napotkov, da bi se morala bolj pogledati na samo vsebino, na katero se nanaša pritožba. Ampak zopet smo ugotavljali, da volilna komisija ne šteje glasov, glasove štejejo na posameznih voliščih, tam pa zoper delo volilnih odborov pa ni nobene pripombe. Torej, ni nobenega argumenta, da bi to pritožbo jemali kot z nekim tehtnim razlogom, da bi karkoli spreminjali. Volilni rezultat je takšen, kot je. Na dnevu odprtih vrat so nas predstavniki Štorkline hiše seznanili z finančno stisko, glede na to, da javnega dela zaposlene letos niso dobili odobrenega. Bo zdaj v proračunu denar vsaj za polovično zaposlitev? V tem trenutku smo praktično edino postavko, ki smo jo zviševali, poleg nadzornega odbora, ki je imel res mizerno nizko postavko na osnovi preteklih realizacij, smo dodali 15.000 evrov za mladinsko dejavnost. Za mladinsko dejavnost smo namenili dodatno 15.000 evrov in sicer iz več razlogov. Najprej to, da se je število društev, ki deluje na področju mladinskih društev, povečalo za 2, koliko je meni znano. Drugo dejstvo je, da na programu javnih del je marsikdo izpadel, tako tudi Štorklina hiša in za delovanje Društva prijateljev mladine je predvideno, zdaj točno koliko sredstev ne, ampak tako, da bi to, ki je bila do sedaj, to delavko, ki je bila zaposlena prek javnih del, da bi to moč lahko ohranili. In pa seveda mladinski center se sooča z silnimi finančnimi težavami in so tik pred pričetkom izvajanj enih programov pridobljenih na razpisih in tudi brez dodatnih finančnih sredstev strani proračuna bodo zaprli svoje vrata, kar bi bilo pa po moji oceni zelo velika škoda, kajti ne smemo pozabiti, da smo se pred 3 leti pogovarjali, da je mladinski center v Konjicah eden izmed 3, mogoče 4 najbolj aktivnih v državi in zato je namenjeno teh 15.000 evrov. Dodatno. Vprašanje, dvorec Trebnika je že kaj znanega. Kdaj bo zdaj razpis zunaj? Nič ni novega, znanega. V bistvu, kot sem dejal, od zadnje seje se ni spremenilo prav nič. Ja, razpis, mi smo ga 2-krat objavili že in zdaj kar na pamet dati razpis nima smisla. Ene zgodbe se morajo razplesti in potem, ko dobimo malo namiga, da bi pa se znalo premikati v to smer, bomo pa seveda z veseljem objavili razpis in tudi predali ta objekt namenu. Mogoče financiranje političnih strank ostaja na nivoju lanskega leta oziroma prejšnjega? Ja, enak odstotek 0,3% primerne porabe.
vendar smo ta delež potem, ta znesek razpolovili na 2 dela, tako da imamo za samo financiranje političnih strank polovico tega zneska, drug pol pa namenjamo za pokrivanje materialnih stroškov svetnikov. In tu je pač mogoče včasih eni nočejo razumeti, eno je politična stranka, drugo je fizična oseba kot posameznik in težko bo najti rešitev, ki bi bila za vse zadovoljiva ali pa sprejemljiva, pa vendar ocenjujem, da je stroka pripravila tu tudi na podlagi poizvedovanja, kako v ostalih okoljih to rešujejo, eno zelo primerno rešitev in jaz sem prepričan, da se bodo ti svetniki, ki so bili danes nezadovoljni, kmalu pričeli zavedati, da so v bistvu zelo dosti napredovali v primerjavi z prejšnjo ureditvijo.